Spoštovane predstavnice in spoštovani predstavniki medijev, najprej se vam želimo zahvaliti za vašo prisotnost in za to, da ste se odzvali našemu povabilu na novinarsko konferenco, ki jo namenjamo začetku novega študijskega leta. Po današnjem jutrnjem pozdravu Bruckam in Brucem so danes z nami vodstva tako univerze kot tudi fakultet. Z nami je rektor profesor dr. Dragan Marušič, prorektori profesor dr. Rok Strašek, izredni profesor dr. Boris Kavur, docentka doktorica Sutar. Z nami tudi glavni tajnik Univerze na Primorskem, gospod Danijel Božič, in pa dekani naših fakultet, dr. Janez Mekinc, dr. Matjaž Novak, doktorica Irena Lazar, doktorica Mara Cotič, doktorica Klavdija Kutner in dr. Nec Šarbon. Za začetek najprej vabim k besedi rektorja Univerze na Primorskem. Teme so pa naslednje: novi študenti, novi pedagoški in raziskovalni izzivi, nove priložnosti za mlajše kolege in pa kot zadnja tema prenehanje članstva znanstveno-raziskovalnega središča na Univerzi na Primorskem. Izvolite, rektor. Pozdravljeni, dobrodošli na Univerzi na Primorskem. Z novim študijskim letom 16-17 je nekaj novih stvari, ki jih velja deliti z vami. O novostih na študijskem področju vam bo spregovorila prorektorica za študijske zadeve. Kaj več o naših poteh in novih dosežkih in pričakovanjih na znanstveno-raziskovalnem področju vam bo spregovoril prorektor za to področje dr. Boris Kavur. V zvezi s prenehanjem članstva UPZRS bom predal besedo prorektorju za finance dr. Strašku, ki je nekako bil vpet v celotno dogajanje zadnjih 10 mesecev, zlasti pa v zadnjem mesecu, ko se je usklajevala delitvena bilanca. Vmes bomo tudi kakšno povedali o tem, kako skrbimo za mlade kadre. Mimogrede, številka, ki se je pojavila v medijih, številka 15, ni bila številka tisti, ki so dobili novo pogodbo v zamenjavo za staro nedoločen čas kot raziskovalno. Ta številka je bila številka tistih mlajših kolegov, ki jim bo ponujena v tem tednu pogodba, ki prehaja iz pozicije asistenta oziroma višjega predavatelja na pozicijo docenta. Pa jaz bi kar za začetek predal besedo prorektorici. Seveda, kasneje se bom še sam oglasil, če bo potrebno, ali ko bo potrebno, ko me boste kaj vprašali v zvezi s to tematiko. Torej, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Želeli bi z vami deliti informacije najprej o številu razpisanih mest za naše študente. V letu 2016-17 smo razpisali 1553 vpisnih mest na 30 dodiplomskih študijskih programih. Razpisali smo 1470 mest na 34 podiplomskih magistrskih študijskih programih in 120 mest na 14 podiplomskih doktorskih študijskih programih. Trenutno imamo vpisanih približno 4800 študentov, vendar poteka še tretji vpisni oziroma prijavni rok. Imamo trenutno vpisanih 1150 študentov prvega letnika, kar je primerljivo število kot lansko leto. Največ imamo študentov vpisanih na pedagoški fakulteti, fakulteti za vedo o zdravju in fakulteti za menedžment. Ravno tako pa je velik interes na fakulteti za turistične študije. Največ zanimanje, kot smo že rekli, je na programih izobraževalnih ved, zdravstva, turizma, aplikativne kinesiologije in biopsihologije. Smo pa zadovoljni, da je porast zanimanja za študij na računalništvu in informatiki. Zdaj, za študijsko leto 16-17 smo prvič razpisali na prvi stopnji dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina in na drugi stopnji programa Inoviranje in podjetništvo ter uporabna psihologija. Uporabna psihologija je popolnoma zapolnjena, vsa mesta
izvedbo študijskega programa pa inkluzivna pedagogika na novi dislocirani enoti v Škofji Loki odpiramo. Glede izobraževalne dejavnosti v tujem jeziku, v študijskem letu 16-17 bomo v angleškem jeziku izvajali 2 univerzitetna študijska programa, matematiko in management in doktorski študijski program matematične znanosti. Verjetno ste seznanjeni s tem, da smo v lanskem študijskem letu zaključevali stare študijske programe oziroma so naši študenti morali zaključevati, bili so to uspešni. Od približno 799 potrjenih tem so uspešno zaključili študentje, 760 študentov je zaključilo študij in sicer od tega 523 na dodiplomskem študiju, 280 jih je zaključilo znanstveni magisterij in 19 doktorskih študijskih programov. To je nekako okvirno, to so okvirni podatki, predvsem pa smo zadovoljni, da imamo enak, primerljiv, mogoče se zna zgoditi celo boljši vtis kot lansko leto. Hvala lepa prorektorici, docentki Sonji Rutan, sedaj pa prosim izrednega profesorja dr. Boruta Pavurja, prorektorja za znanstveno raziskovalno in razvojno delo, da nam predstavi novosti oziroma stanje na raziskovalni dejavnosti. Spoštovani, če smo v prejšnjem desetletju na univerzi vsej na področju raziskovalne dejavnosti temeljili predvsem na financiranju iz državnega proračuna, v prejšnjem desetletju je število raziskovalnih projektov ter programov bilo zelo visoko, se je vsej po letu 2014 na državnem nivoju trend financiranja slednjega radikalno spremenil. Na univerzi smo v zadnjih 3 letih intenzivno pristopili k iskanju partnerstev ter povezav v mednarodnem okolju, kar kaže, da smo že v prejšnji finančni perspektivi v okviru tako imenovanega 7. okvirnega programa za raziskave Evropske komisije uspešno sodelovali kar v 9 velikih konzorcijih, kjer je finančni delež naše univerze presegal skoraj številko več kot 10 milijonov evrov. V novem obzorju, tako imenovanem Horizontu 2020, smo prav tako zelo uspešni. V tem trenutku smo že partnerji v 5 velikih projektih, pri čemer je potrebno izpostaviti predvsem projekt Teaming, projekt InnoReview, ki se ukvarja s področjem obnovljivih materialov ter raziskavami zdravega bivanjskega okolja. Projekt je v samem vrhuncu ocenjevanja, kjer je med najuspešnejše ocenjenimi in končni rezultat oziroma potrditev bomo dobili najkasneje v 2 mesecih. Ko verjamemo, da bo ta projekt uspešno pridobljen, se bodo finančna sredstva za raziskave na tej univerzi dejansko povečala za dobrih 100% za naslednjih nekaj let. Prav tako smo intenzivno sodelovali kljub zmanjšanju sredstev v razpisih za nacionalne raziskovalne programe in z veseljem lahko rečemo, da smo v letošnjem letu prvič dokaj enakomerno za vseh članic prijavili tako temeljne nacionalne raziskovalne projekte, kjer jih imamo v tem trenutku 51 v postopku ocenjevanja, kot tudi, naprimer, čezmejne projekte sodelovanja v okviru projektov Interreg za Italijo, kjer jih imamo v tem trenutku v ocenjevanju kar 27. Če upoštevamo nekako standardno uspešnost pri teh projektih, kar pomeni uspešnost med 25 in 20%, lahko zelo hitro ugotovimo, da se bo finančni obseg za raziskave v tem primeru v naslednjih 2 letih povečal za med 3 in 5%. Da pa je univerza na dobri poti tudi z objavljanjem rezultatov teh projektov, nam kažejo enostavne številke, če samo pregledamo za obdobje zadnjega desetletja število člankov objavljenih v najvišje indeksiranih revijah, potem zelo hitro ugotovimo, da smo še pred desetletjem, da danes dosegamo skoraj 9-krat več objav v indeksiranih revijah kot pred desetletjem. Z diseminacijo rezultatov sežemo tudi v nove dimenzije. Založba Univerze na Primorskem
objavlja monografije, znanstvena dela naših sodelavcev v popolnoma prostem dostopu. Gre za nekaj, kar je danes poglavitna smernica Evropske komisije pri raziskavah, da rezultati morajo biti prosto dostopni in neomejeni. Pred 2 letoma smo na internetni strani založbe imeli zgolj 4500 obiskov na leto. Danes bomo v kratkem dosegli številko 200 000 obiskov v letošnjem letu. Kar pomeni, da ne da bi knjige prodajali, dosegamo tisoče in tisoče bralcev ter prenašamo uspešno doseženo znanje tako svojim študentom, kot tudi raziskovalcem širom po svetu. Za sam konec bi omenil izjemen organizacijski dosežek. Revija Ars Mathematica, ki je zdaj pri nas, sodi med najvišje indeksirane znanstvene revije v Sloveniji oziroma na svetu sploh. Izjemni rezultati raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s področjem matematike, so pa doživeli mednarodno priznanje tudi za dejstvom, da bo naslednji 8. Evropski kongres matematike leta 2020 organiziran prav v Portorožu. Najlepša hvala. Hvala lepa, profesor dr. Pagorju. Sedaj pa tema prenehanja članstva znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. K besedi vabim prorektorja Straška. Hvala, lep pozdrav. V dneh od 4.29.8. pa vse do danes ste mediji precej svojega časa in prostora namenili poročanju o dogajanju na znanstveno-raziskovalnem središču. Ugotavljam, da je to poročanje precej prežeto z emocijami, zato bi v nadaljevanju želel podati nekaj dejstev, ki bi zainteresirani javnosti lahko omogočili bolj realen pogled v dogajanje v zvezi z predmetno zadevo. Torej spomnimo, da so organi znanstveno-raziskovalnega središča že novembra leta 2015 takoj po neuspešni kandidaturi direktorja ZRS na rektorskih volitvah predlagali organom univerze prenehanja članstva znanstveno-raziskovalnega središča znotraj univerze. Določilo 15. člena statuta univerze določa, da lahko članstvo v univerzi članici preneha, če senat univerze po predhodnem soglasju upravnega odbora, in sicer z dvotretjinsko večino vseh članov, potrdi prenehanje članstva na predlog same članice. Senat Univerze na Primorskem je dne na svojih sejah, izredni seji 10.12.2015 in 18.5.2016 po predhodnem sklepu upravnega odbora z dne 5.5.2016 sprejel sklep o prenehanju članstva ZRS v UP in sklenil, da zaradi kolizije interesov konkurenčne prepovedi odhajajoči delavci UPZRS ne morejo istočasno imeti sklenjenih pogodb na novo ustanovljenem zavodu, kot tudi na Univerzi na Primorskem. Vodstvo univerze je vse od novega leta do seje upravnega odbora 5.5. pripravljalo elaborat, torej načrt, s katerim bi se naj formalno izvedla oddelitev znanstveno-raziskovalnega središča od Univerze na Primorskem. V elaboratu so bila opredeljena vsa pogodbena razmerja, tako z vidika programov, projektov, kot tudi zaposlitvene pogodbe. Univerza na Primorskem je ob tem zaposlenim na UPZRS ponudila možnost, da še naprej ostanejo zaposleni na UP in torej ne odidejo na novi ZRS. Za tako možnost se je odločila približno tretjina takrat zaposlenih raziskovalcev na UPZRS. Vsem drugim je bilo v postopku priprave oddelitvenega načrta ponujeno, da bodisi za predhodno obdobje enega leta ostanejo vpeti v pedagoški proces oziroma lahko po oddelitvi ZRS od univerze z univerzo sodelujejo v obliki avtorskega oziroma podjemnega dela. Obe ponujeni možnosti so zaposleni najprej sprejeli, nato pa zavrnili.
Na podlagi navedenega odhajajoči zaposleni znanstveno-raziskovalnega središča, ki so v preteklosti tudi predavali v okviru študijskih programov UP, niso bili vključeni v načrt izvedbe študijskih programov za študijsko leto 2016-2017. V skladu s tem je vodstvo univerze v sodelovanju z vodstvi članic pripravilo načrt, kako bo lahko nemoteno izvedlo študijski program z zaposlenimi, ki so zaposleni na univerzi oziroma pedagoških članicah univerze. Zaradi dejstva, da se je formalno postopek, ki ga je vodila in pripravljala univerza, zanjo končal 30.9., je univerza seveda načrtovala izvedbo pedagoškega procesa z ljudmi, ki so že zaposleni znotraj univerze. Sprejeti namreč ni bilo moč tveganja, da bi oddelitev oziroma odcepitev se zgodila med študijskim letom, s tem bi bila pa ogrožena izvedba pedagoškega procesa. Vsled navedenega se je 12 zaposlenim delavcem na znanstveno-raziskovalnem središču ponudila odpoved delovnega razmerja, in sicer v delu pogodb, ki se nanaša na pedagoško zaposlitev, in se ponudila pogodba oziroma zaposlitev za raziskovalno delo. In sicer v enakem obsegu, kot je bilo prej z omenjenimi zaposlenimi sklenjena pedagoška pogodba, in sicer za enak oziroma ustrezen habilitacijski naziv. Omeniti velja oziroma izpostaviti dve informaciji, ki so se izpostavljale v medijih in problematizirale, in sicer, da bo z navedenim posegom oziroma dejstvom ogrožena izvedba pedagoškega procesa na univerzi. Omenim naj, da je v tem trenutku na univerzi na Primorskem zaposlenih 345 ljudi, ki upravlja delo v protivrednosti 278 FTE-ev. V konkretnem primeru zaposlenih gre za 12 oseb, ki predstavljajo 3,6 FTE-ja. Povedano drugače, preračunano na posameznega zaposlenega, torej za povprečju odhajajo zaposleni z 25% pedagoške zaposlitve. Za občutek, profesor dr. Pirjevec je zaposlen na univerzi na Primorskem, v pedagoškem delu 20%, kar predstavlja 36 kontaktnih oziroma pedagoških ur na letni ravni. Naj omenim, da smo 30.9. na univerzi na Primorskem končali z vsemi formalnimi aktivnostmi in pripravili vso dokumentacijo, ki jo je treba predložiti v postopku oddelitve. Ves čas smo v svojih aktivnostih obveščali pristojno oziroma resorno ministrstvo, ki je v tem postopku z nami sodelovala. Nazadnje smo 30.8. Dokument oddelitve objavili tudi na spletnih straneh AJPES, s čimer je akt bil predan javnosti in na ta način je bil omogočen pogled zainteresirani javnosti. V obdobju do zadnjega septembra smo tako strani ministrstva kot predstavniki ZRS-ja dobili pripombe oziroma sugestije k temu oddelitvenemu načrtu, ki smo jih na vseh organih univerze, tako na upravnem odboru, kot senatu tudi upoštevali in potrdili. V skladu s tem smo dopolnili oddelitveni načrt in ga tudi predali registrskemu sodišču v Kopru. Omenim naj, da zadeve, ki niso
natančno opredeljene v dokumentu o delitve, so bile predmet uskladitve v posebnem dogovoru, ki sta ga podpisala vodstvi univerze in ZRS-ja. V tem smislu so vsi postopki znotraj univerze zaključeni in predani ministrstvu oziroma organom, ki bojo o nadaljnjih korakih odločali. Hvala lepa prorektorju Straško za podajo poročila o dogajanju oddelitve znanstveno-raziskovalnega središča od Univerze na Primorskem. S tem tudi zaključujemo današnjo novinarsko konferenco in seveda pravzaprav ne zaključujemo, pač pa zaključujemo našo izjavo. Seveda sedaj dajem vam besedo, spoštovani predstavniki medijev, tako da lahko povprašate oziroma postavite svoje vprašanje. Prosim, Vesna. Ja. Me zanima, kaj menijo dekani, da smo tudi vsi tukaj v tem zakletu, o katerem je gospod Stašek. Ravno kar nam tako obširno. Jasno, glede na to, da recimo očitek teh 12 sodelavcev, ki odhajajo, je v bistvu ta odločitev negativno vpliva na pedagoški proces, pa me zanima, če še kdo od dekanov tako razmišlja. Vas zanima mnenje posameznega dekana in dekanje. Dekani so sicer danes z nami tu zato, da bi lahko povedali svoje. Ja, mi vprašaj, ne? Če čutite seveda, ne čutite tega kot prisile, ko so slučajno. Najprej lepo pozdravljam vse. Zdaj tako, najprej bi povedala, da Univerza na Primorskem ni samo v bistvu boj ZRS-ja, boj, kakorkoli bi rekla, proti univerzi in da se samo to objavlja v časopisih. Univerza na Primorskem je sestavljena iz 6 fakultet, ki več ali manj vse dobro delajo. V bistvu smo kot fakulteta zelo uspešni, vsaka na svojem področju. Če omenim pedagoško fakulteto, mi imamo izjemen vpis, na vseh programih imamo omiljen vpis, če samo povem, da je recimo za predšolsko vzgojo morajo imeti kandidati čez 80%, da so sploh sprejeti. Veliko smo jih morali tudi odkloniti. Zelo dobro delamo, tako dobro dela recimo fakulteta za management, FAMNIT, vse fakultete in tudi to je res, da se vsi dekani zelo dobro med sabo razumemo, da se že dolgo časa nismo tako dobro razumeli in tako dobro sodelovali. Kar se tiče pa, ko pravite okoli teh 12 ljudi, ko je tak cirkus v medijih, popolnoma nepotreben, oziroma je medijski linč bi rekli na Univerzo na Primorskem, oziroma na rektorja Univerze na Primorskem. Ta linč se je začel tisti dan, ko so bile izgubljene volitve, ko je direktor ZRS-ja v sredo, ali ne vem, so bile volitve v sredo izgubil volitve, v petek v petek že napovedal ZRS izstop iz univerze. Vsak poraženec, čeprav je to človeško, je vsakemu poražencu hudo, mora znati dostojanstveno prenesti te stvari. In tukaj očitno ni bilo to. Kar se tiče teh 12 ljudi, to kot so povedali, vsak približno dela 20 do 25% pedagoško in je tako, če se nekdo znanstveno ne počuti v redu, če se ti ne počutiš v redu, ko delaš znanstveno in greš za to ven, da se pa pedagoško tako dobro počutiš, da tako siliš, da ostaneš na univerzi, to je nelogično. Tudi tukaj bi morali imeti nekaj dostojanstva in reči, mi smo želeli iti z univerze, torej gremo pokončno ven. Pri nas imamo 3 profesorje, ki smo jih zamenjali. 3 profesorji, vsi skupaj imajo 35%. Zamenjali smo jih z ustreznim kadrom, vsi so docenti na tem področju in moram povedati, da so doktorirali ravno pri teh kolegih. Zato ne razumem, zakaj ti mladi kolegi ne bi bili ustrezna oziroma dobra zamenjava. Tako. Hvala lepa.
Lep pozdrav tudi z moje strani, dekanja Fakultete za humanistične študije. Fakulteta je, kot veste, bila v zadnjem času še posebej izpostavljena. Ne bi ponavljala tega, kar so že pred menoj kolegi povedali, bi pa želela pojasniti samo to, da od takrat, ko je bil napovedan izhod ZRS-ja, smo se kot fakulteta, ki je bila v preteklih letih močno povezana z ZRS-jem, zavedali, da bomo morali najti nadomestilo, če bodo vsi ti kolegi, ki so svoj odhod napovedali, tudi uresničeno. Tako da smo res premislili, na kakšen način bomo to lahko rešili. Del sodelavcev se je potem odločil, da ostane na univerzi v določenih programih, medtem ko je bila tukaj posebej izpostavljena zgodovina, vendar fakulteta ima zaposlene zgodovinarje, imamo tudi zunanje sodelavce, ki z nami sodelujemo, in s temi sodelavci smo ustrezno nadomestili ta izpad in se bomo trudili, da bo študijski proces tudi v bodoče potekal nemoteno. Naj poleg tega še seveda tudi izpostavim, da se vpis na fakulteto izboljšuje. Prav na področju magistrskega študija smo letos zabeležili skoraj 80% porast vpisa. Hvala lepa. Hvala. Če dovolim, da bi še samo kratko dopolnil gospode Kanjo z nekaj številkami, ki so bile skrite v moji prejšnji predstavitvi. Glede na to, da je fakulteta tako na udaru v zadnjem času, gospode Kanje ni omenila, da se je vpis na doktorski študij letos povečal za 300%. Za 100% se je povečala kandidatura nacionalnih projektov, za več kot 100% se je povečala prijava projektov čezmejnega sodelovanja, tako s Hrvaško kot tudi z Italijo, in tudi v naslednjih dneh bomo oddali 5 projektov po sodelovanju z gospodarstvom po kreativni poti do znanja. Skratka, v zadnjem letu je razvoj raziskovalne dejavnosti na fakulteti za humanistične študije dosegel vrhunec v času obstoja fakultete. Hvala. Hvala lepa. Bi želel morda besedo? Med Šarapa. Lep pozdrav tudi z moje strani. FRZ, Fakulteta za vede o zdravju. Jaz sem tam dokaj svež, zadnjih 6 mesecev, 5. In ravno ena od ambicij je bila oživitev tržne dejavnosti, raziskovalne dejavnosti, zagon novih pedagoških programov. In lahko rečem, da z vodstvom univerze in tudi z drugimi članicami, konkretno FAMNIT in tudi management na tistih sodelujočih programih zelo dobro sodelujemo. Če tega ne bi bilo, tudi praktično zadnji mesec prijave 4 Interreg projektov ne bi bilo, spomladi prijave novega programa v sodelovanju z Ljubljano in tudi novih projektov, kot tudi, da smo v tako kratkem času, kar se v preteklem obdobju ni prav dost migalo na akreditaciji novih študijskih programov, praktično v 4 mesecih pripravili skoraj do oddaje nov študijski program prve stopnje, univerzitetni, in sicer fizioterapije. Ravno tako imamo ambicije v kratkem jati naprej na magistrski program fizioterapije, nekatere prenove na obstoječih programih, kjer pa zanimanje in vpis raste oziroma se ohranja. Jaz lahko z našega vidika, tudi vidika sodelavcev očitno, ker smo imeli ravno prejšnji teden še sklepni del volitev, ker kot morda veste, sem bil v vmesnem obdobju VD dekana. Verjetno ne bi dobil tako velike podpore, če ne bi tudi sodelavci širše prepoznali dobrega sodelovanja z vodstvom univerze in tudi dobrega dialoga z tistimi članicami, kjer imamo potrebo po sodelovanju. Tako da mislim, da lahko z naše strani in z moje osebne potrdim, da je marsikaj drugače med našimi odnosi in komunikacijo kot
se marsikdaj prebere in me mimogrede tudi starši vprašajo, je res tako in kakšni kolegi. Se pravi, vodstva imajo med sabo in tudi s kolegi, ki ostajajo na univerzi, mislim, da zelo vzoren odnos. To je moje mnenje. Hvala. Hvala lepa. Dr. Šarapolo, Mogoče nekaj smo pri tem vzornem odnosu. Kako komentirate, recimo danes je bil ta prvi študijski dan in ravno pred študenti, ko so bili novogojeni, nekako povabljeni k temu študijskemu procesu, je vročevalec uročil to pošto. To je, recimo, so primerili nekaj podobnega, kot so gospodu Brecki v operacijsko dvorano tudi uročili neko tako pošto. To ne govori o neki harmoniji, nekem zaupanju, se na tak način formalne postopke vodi. Se obračate name? Na kakorkoli, po komentarju, to je na vas. Sam način, je tak malo dvoumen ali sporen, ne vem, kako ga sami vidite, kot ustreznega, zakonitega. Če dovolite, da bom z veseljem odgovoril, absolutno se strinjam z vami. Kolegi nikakor niso hoteli pošte sprejeti na svojem delovnem mestu in so vročevalca zavračali vse do trenutka, dokler se ni pred njimi pojavila televizijska kamera. Gre za inscenirano provokacijo, ki je žalitev za gospode akademike. Tega si za svoj zadnji dan na tej fakulteti resnično niso rabili privoščiti. Ja, Boris Šuliga. Komu je namenjeno vprašanje? Ne vem. Jaz ne razumem, jaz sem poslušal gospoda Savaška, ampak jaz ne razumem, zakaj je bilo treba tem profesorjem, ki pogodbo. Ni jasno, mogoče kakšno zakonsko določilo, kakšen razlog, ampak ta razlog mi ni bil jasen iz tega pojasnjenja, da sem hotel še enkrat slišati. Zakaj je bilo potrebno tem, ki grejo v izločitev, zakaj se jim prihodili? Torej, na Univerzi na Primorskem imamo več skupin zaposlenih delavcev, zaposleni, ki upravljajo strokovna dela, delavci, ki upravljajo raziskovalno delo v tako imenovanih pogodbah H in zaposleni, ki upravljajo delo v tako imenovanimi pedagoškimi pogodbami. Nekateri od njih pa prepletajo tako raziskovalno kot pedagoško delo. Praksa v slovenskem univerzitetnem prostoru je takšna, da zaposleni, ki imajo svojo primarno pogodbo, pedagoško, svojo pedagoško delo nadgrajujejo in dopolnjujejo z raziskovalnim delom. Torej, vsi, ki imajo prvenstveno pedagoško pogodbo, svojo pedagoško delo nadgrajujejo z raziskovalnim delom. Takšna je praksa vseh 4 slovenskih univerz. V konkretnem primeru se je zgodilo, da bi sodelavci želeli ohraniti svojo pogodbo o zaposlitvi v delu, ki se nanaša na pedagoški del, torej D pogodbo ohraniti na univerzi, ves raziskovalni del pa prenesti na drugo inštitucijo. Takšne prakse ni, oziroma, da povem drugače, vkolikor ima nekatera univerza potrebe, da bi zaposlila zgolj na pedagoškem delu zelo specifičen profil, torej sodelavca z zelo specifičnimi kompetencami, to naredi na način, da dotičnega angažira bodi si v obliki avtorske, bodi si podjemne pogodbe, kjer gre za dogovor izključno na pedagoški ravni. Vkolikor se dogovori za angažma v obliki redne zaposlitve, mora ta zaposlitev biti preplet pedagoškega in raziskovalnega dela. Izključnega, recimo drugega zunanjega zavoda, seveda imate pogodbe sklenjene? Sem odgovoril v bistvu, Torej, če gre samo za potrebe izključno pedagoškega dela,
Strokovnjake angažiramo na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe. Vkolikor želimo, da gre za redno razmerje, potem ga angažiramo z pedagoško pogodbo, ki vključuje tako aktivnosti na pedagoški strani, kot tudi raziskovalni. Pričakujete zdaj s tem kakšne sodne spore ali to izključujete? Najbrž imate pravno popitujete postopke ali pač ni temu tako? Da komentiram tudi vaše prejšnje vprašanje. Mi smo vse postopke v zvezi z omenjeno zadevo zelo skrbno načrtovali in jih izvedli v podpori z pravno službo univerze. Jaz sem prepričan, da so ti postopki bili izpeljani tako, kot morajo biti, v skladu z zakonom. Glede na minule izkušnje pa ne izključuje možnosti, da bo kdo od 12 kolegov vložil kakšno tožbo. Da bi še jaz dodal kaj. Torej, gre za prvi primer, ko se z javne univerze odhaja ena članica. Kot je bilo povedano, je to opredeljeno v statutu, natančno definirano in tam, če se boste pozanimali in šli prebrati, boste videli, da je praktično edina možnost, da se preneha članstvo, da članica sama izrazi. Seveda, da članica sama izrazi ni dovolj, morata še oba organa to odobriti. In eksplicitno je bilo že v začetku postopka, decembru mesecu, povedano strani senata z ustreznim sklepom, da je odhod bo odobren, vendar morajo najprej posamezniki povedati, če resnično želijo iti, kajti na ZRS-ju ni samo znanstveni svet, ampak so tudi drugi posamezniki. In ko povedo, da želijo ostati, ostanejo, ko povedo, da želijo oditi, odidejo, vendar 100%. To je pač sklep senata, ki pravi, da deljena razmerja več niso mogoča. O podrobnosti vam je prorektor govoril. Vsi ti notranji postopki so stvar notranje avtonomije, notranjih pravnih aktov univerze. Je pa morda zapovedati to, da so nam še v mesecu septembru na univerzo, na rektorat prihajali ljudje, ki so izjavljali, da niso nikoli podpisali, da gredo ven. Čeprav je vodstvo ZRS-ja trdilo, da ima te podpise pri sebi deponirane, da pa jih nikoli ne bo pokazalo. Tako da edino, kar smo lahko naredili, je, da smo do meseca maja, ko je bil seja senata in upravnega odbora, vse tiste, ki so sami prišli do rektorata ali se pisno ali ustno izrazili, da želijo ostati, tistim smo pogodbe ustrezno spremenili. Jaz sem še na podu vprašanje, se mi zdi, da kolega Šulig, da ne mogoče bilo malo nesporazuma za dr. Straška. V bistvu osnova za to odločitev je sklep senata, kot pravi rektor. In upravni odbora, obeh organov. In upravnega odbora, ne? Zdaj verjetno predlog sklepa ste pripravili vi, ne? Najbrž. Kdo? Je vodstvo univerze, kako? Ali kdo pripravlja predlog sklepa? Ja, gledajte, o tem odloča senat. Senat ima 32 članov. Vsak sklep glede prenehanja članstva mora biti sprejet z 2/3 večino. 2/3 je torej več kot 2/3, ne? 22. Jaz imam en glas samo. Sem pa glasoval za. To sem želela vprašati. Se pravi, razen sklepov senata in upravnega odbora, v bistvu v zakonodaji ni nič takšnega, kar bi preprečevalo to dvojnost. Se pravi, gre za prakso, kot ste rekli, na vseh 4 slovenskih slovenskih univerzah in gre za v bistvu sklepe senata in upravnega odbora UP, ne pa za nek, recimo, ne pa za neko zakonodajno oviro ali pa širšo sistemsko, ki bi preprečevala, glede na to, da je to, kot ste poudarili, unikum v slovenskem univerzitetnem prostoru, namreč tako kot ene od članic iz javne univerze, ki bi preprečevala dosego nekega tudi unikatnega ali pa recimo gre za precedens. Ja, gre za precedens. Še nekaj, niti ni še dokončno izločena, ne? Je v bistvu še stvari vaša, ne? Članica. V statutu je ni več. FRS v statutu več ni. Dolgo je še. Smo v tranzicijskem obdobju. Ja, oni še niso samostojni, ne? Drži. Oni še vaši. Drži. Sej imajo soglasje na njihove, mislim, tako še upravljate. Že, njihove zaposlitve.
so naši, v redu, so še vedno naši. Ta precedenčni primer pomeni, da pot do tega, da se izločijo, je na koncu lahko rezultat takšen in drugačen. Oboje je zakonito. Tako naša rešitev kot njihova želja. To so dva različna rezultata. Mi ne trdimo, da njihova ni zakonita. Trdimo pa, da naša je zakonita. Samo to. Ne, sem hotela vprašati, zakonito bi bilo zaposliti nekoga za 20% na Univerzi na Primorskem in za 80% na nekem novo ustanovljenem javnem raziskovalnem zavodu. Ne, zakonodaja takih dogovorov največ ne predvideva. Jaz sem rekel, da ni nezakonito, ampak tudi naše je zakonito. Mislim, tako da ne izpade zdaj, da je to neizvedljivo, ne? To je pač stvar odločitev. Ne, povedal sem, omenil sem, da so prakse. Tudi tako. Tako. Glejte, če greste pogledati zakon o visokem šolstvu, morda bi pomagalo, če greste pogledati zakon o visokem šolstvu, v 4. členu definira, kaj je univerza. Univerza je institucija, ki dela ki opravlja izobraževalno in znanstveno raziskovalno. To se pričakuje tudi od vsakega zaposlenega, zlasti tistega, ki je tukaj vpet in je vedno bil tukaj, da dela oboje, tako kot je dr. Strašek povedal. Koliko možnosti je, da bo novi URZ postal pridružena članica Univerze na Primorskem, si tega želite ali biti svoje javne možnosti, da se to zgodi? Najprej mora postopek za pridruženo članstvo je jasen. Najprej mora biti izražena želja tistega, ki želi biti pridružena članica. Vedno je bilo do zdaj tako pri obeh naših pridruženih članicah, bolnišnica Valdoltra in pa fakulteta za dizajn. Pobuda pride strani tistega, ki želi biti pridružen. Če bi bil URZ pridružena članica, bi to zadostilo tej praksi? Kakšni? Kombinirane raziskovalne in pedagoške dejavnosti. Se pravi, če bi bil URZ pridružena članica, bi se vam zdelo sprejemljivo, da nekdo uči pri vas in tam raziskuje? Mislim, da sem dovolj jasno povedal, da vkolikor gre za potrebe pedagoškega procesa, vkolikor bi nekdo izkazal interes, da poleg pedagoške dejavnosti je pripravljena univerza priti tudi za svojimi raziskovalnimi kompetencami, potem da. Vkolikor ni tega interesa, lahko sklenemo angažma v obliki avtorske oziroma podjemne pogodbe, kot je tudi sicer praksa na tej univerzi. Zelo žalostno je, da se samo o tem pogovarjamo. Na prvi dan Univerze na Primorskem, ko je te 3,5 pedagoških delavcev zaradi njih po univerzi zelo slabo začela delati. V glavnem je tako. Novembra so oni želeli iti ven. Zdaj, ZRS je želeli iti ven. Noben jim ni rekel, ne gredo ven. Oni so želeli iti ven, ker ne morejo delati, so rekli, na tej univerzi. In meni se zdi čisto človeško, brez kakšnih zakonodajnih stvari, če nekdo ne more v nekem okolju delati, kako lahko znanstveno, to sem že rekla prej, znanstveno ne more delati, pedagoško pa lahko. Ne? In zdaj je tudi tako, če pogledate Anglijo, ko gre ven iz Evropske unije, verjetno ne bo ona Evropski uniji postavljala pogojev, kaj bojo, ne? Se pravi, ne bojo mogli oni dobiti tisto a la carte, ali vzameš cel meni ali pa nič. Je res? In oni so se sami odločili, to moramo vedeti, oni so sprožili to zadevo. Tako. Ja, ampak tukaj, da rekel, obe stranki nista enakopravni, ne, saj trenutno. V čem? Zdaj se še vedno Ja, seveda ne more biti tako enakopravni, se univerza je univerza. Za razgovor ali pogovor dveh neenakopravnih partnerjev, trenutno. To nismo mi krivi. Morda Samo izkoristiti na to, da je mikrofon tam zelo blizu dekanje, da samo izkoristiti to. Gospod akademik Pirjevec je izrazil nekako pričakovanje, da bi dekanja FHŠ-ja po vseh teh zapletih. Ja, izrazil pričakovanje, da bi zaradi neke dvojne igre in moralno-etičnih razlogov odstopila. Pa mi se zanima nek komentar. To je bilo v delu zapisano notri. Pa tudi danes je ponovil zdaj. Ja, profesor Pirjevec me je tudi osebno pozval k odstopu, zato ker po njegovem mnenju oddelek za zgodovino ne more delati in ker programi za zgodovino ne more biti ustrezno izvajani. Ne? Naj povem, da v pogovoru s svojimi sodelavci, svojimi prodekani in svojimi predstojniki
je bilo danes izrečeno takole. Dekanja ne bo odstopila, ker če bo odstopila dekanja, bodo odstopili tudi vsi predstojniki. To pomeni, da stojimo za tem, kot je bilo izvedeno. Se pravi, mi smo poiskali notranje rezerve, poiskali sodelavce, s kateri smo že delovali in na ta način bomo naredili vse, da se programi nemoteno izvajajo in da se izvajajo kakovostno. Če od predstavnikov medijev ima več vprašanj, predlagam, da v našem novinarsko konferenco sklenemo. Jaz bi samo prosila, glede na to, da je gospod Kavur omenil, da novembra pričakujete dokončni rezultat v tem timu in se verjetno izvestili. Z največjim veseljem, torej mi smo skoraj priključeni, da bo ta projekt pridobljen in potem bomo z največjim veseljem ne predstavljati tiskovno konferenco, ampak tako, da bo šlo za skupaj. Hvala lepa.